Pozdravljeni. Pred nami je že velika nagrada Singapurja in kot običajno v uvodnem prispevku vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Marine Bayu. V tretjem, zadnjem bomo pa še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. Tokrat se ne bomo vračali v neko daljno preteklost. Pogledali si bomo veliko nagrado Singapurja iz lanske sezone 2023. Verjamem, za mnoge navdušence dirka, ki je bo ostala zapisana v spominu potem, da jo je zmagal Carlos Sainz mlajši. Praktično edina zmaga v tej sezoni, kjer na najvišji stopnički zmagovalnega odra ni stal voznik Red Bulla. A to moramo poudariti, da na veliki nagradi Singapurja smo videli še marsikaj zanimivega. Res, Ferrari tu je bil dominant. Ampak po drugi strani Red Bull ni imel tiste prednosti, ki smo jo bili navajeni čez celotno leto. Zakaj? Zaradi konfiguracije ter lastnosti proge. Videli smo, na primer, da je bil tudi McLaren konkurenčen, da je bil konkurenčen predvsem Mercedes. Ampak zakaj taka prevlada Carlosa Sainza mlajšega? Videli smo, da španski voznik je tu pokazal veliko mero zrelosti in tudi pretkanosti. Dirka za veliko nagrado Singapurja iz sezone 2024 je predvsem zanimiva, po mojem mnenju, zaradi finala. Verjetno se še marsikdo spomni, kako je George Russell v tistih zadnjih krogih imel bistveno boljši ritem kot na primer Norris pred njim in vodilni Sainz. Ampak v ključnem trenutku je Carlos Sainz mlajši povlekel asa iz rokava. Napravil je nekaj, kar povprečnemu navdušencu se je lahko zdelo v prvem trenutku nelogično. Dovolil je, da mu je Lando Norris prišel bliže. In s tem, ko mu je dovolil, da je prišel pod sekundo zaostanka, je tudi Lando Norris imel možnost uporabe sistema DRS. Ampak ne proti Carlosu Sainzu mlajšemu, temveč se je lahko z DRS-om branil napadov, ki jih je takrat izvrševal sam George Russell. George Russell tik pred koncem velike nagrade je verjetno izgubil trenutek hladnokrvnosti in dirko neslavno končal v zaščitnem zidu, tako da je na zmagovalni oder na najnižjo stopničko prišel Lewis Hamilton. Ampak pri Sainzu moramo tu priznati izjemno taktično potezo. Sedaj upam, da razumemo, kakšna je razlika med strategijo in taktiko. Če je strategija tisti razpored dirke, kako so postavljeni postanki in katere pnevmatike pridejo do izraza, je taktika neka gesta, ki pomaga ohraniti položaj oziroma lahko spravi nasprotnika v težave. In Carlos Sainz mlajši je tu pokazal, da si zasluži mesto v svetovnem prvenstvu Formule 1. Dosegel je drugo zmago, ki je bila čisto drugačna od one prve. Dirka, katero vsi mi si jo bomo zapomnili še kar nekaj časa, ampak verjetno malo kdo po tistem, kar sem nekako poudaril pred nekaj trenutki. V letošnji sezoni velika nagrada Singapurja bo imela 4 območja DRS. Ampak
če smo pravzaprav malce bolj natančni, 3 območja in pol. Namreč imamo samo 3 detekcijske točke, to pomeni, da na 2 območjih bo veljala samo ena, kar v bistvu pomeni, da imamo eno daljšo cono DRS-a, ki ima na sredini ovinek. Zakaj je to potrebno? Ker v trenutku, ko voznik spusti nogo iz stopalke za plin, se sistem DRS avtomatsko zapre. Kot dobro veste, tu pnevmatike podobne kot na prejšnji dirki C3, C4 in C5. Ampak videli bomo v nadaljevanju, da so tiste nastavitve čisto nekaj drugega. Proga v Singapurju je seveda ulična dirka in videli bomo, da je tu pospeševanje in zaviranje glavno. Podobna zadeva kot na primer v Avstriji, tipični stop and go. Zakaj lahko to trdimo? Naprimer, pospeševanje ima vrednost 4, zaviranje ima vrednost 5. Sicer 5 ima vrednost tudi evolucija proge, ampak zaradi karakteristik ovinkov rabimo tu maksimalni aerodinamični oprijem. Po drugi strani ne smemo mimo dejstva, da bočne sile in sam stres na pnevmatike so izjemno nizki, vrednost 2. Medtem ko abrazivnost in sam oprijem asfalta je nekje v povprečju z vrednostjo 3. A verjamem, to so za mnoge le gole številke. Zanimivo je v tem trenutku se ozreti tudi na tisti prikaz, kje pnevmatike najbolj trpijo. In vidimo, da na zadnji osi, in treba si je to malce zapomniti. Kot običajno bomo tudi tu poudarili, da previsni kot na prednji osi je 3 stopinje celih 25, na zadnjih 2 stopinji, medtem ko minimalni predpisani tlak je 22 funtov na kvadratni palec na prednji osi in 20 funtov na zadnji. Tu je treba poudariti, da za razliko od onega, kar smo videli naprimer v Bakuju, je razlika v samem tlaku precejšnja, tudi zaradi samih karakteristik proge. Ampak zanimivo je nekaj drugega. Če pogledamo tabele iz sezon 2023 in 2022, bomo videli, da so letos na prednji osi znižali previsni kot za četrtino stopinje, ampak kar je bolj zanimivo, je porast tlaka na zadnji osi. Leta 2022 je bil ta omejen na 18 funtov na kvadratni palec, lani na 19 in kot sem povedal, letos je 20. Prav zato, da nekako skušajo pri Pirelliju preprečiti pregrevanje pnevmatik na zadnji osi. In tu v Singapurju smo že mnogokrat videli, da je vreme bistveno. Poglejmo si, kakšna je vremenska napoved. In lahko bi dejali, da iz vremenoslovskega vidika ne preveč dobra, iz vidika navdušencev pa morda zelo zanimiva. V petek bo oblačno, temperature med 26 in 33 stopinjami Celzija, možnost padavin 20%. To pomeni, da asfalt bi lahko bil razmočen na začetku kakega prostega treninga. V soboto se temperature ne bodo bistveno spremenile, zopet med 26 in 32 stopinjami Celzija, ampak možnost neviht bo bistveno večja. Tudi do 40% med samim dogajanjem na progi. Medtem ko v nedeljo situacija izjemno podobna tisti, ki smo jo videli v soboto. Temperature med 27 in 32 stopinjami Celzija in prav tako 40% možnosti kakšnih ploh med samo dirko. Vremenska napoved, podobna tisti, ki smo jo imeli, verjeli ali ne, v davni sezoni 2017. Ko je prišlo do tistega trojnega trka med Kimijem Räikkönenom, Sebastianom Vettelom
in Maxom Verstappenom na prvem ovinku. Takrat je zmagal Lewis Hamilton, ki je bil poražen na kvalifikacijah in je dirko začel daleč v ozadju. Tako da tudi tu v Singapurju se lahko zgodi marsikaj. A kar se tiče tega našega uvodnega prispevka, kot ste dobro razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.